Dober dan, Živijo. zaželiva dobrodošlico ob obisku predsednika Evropske komisije, Jeana-Clauda Junckerja, Petek. ki prihaja odpret Evropsko hišo, namreč zraven našega fitnesa. Dajva midva o neevropskih stvareh najprej. Tale podvig povezan z reševanjem Cimosa, ne? Mi zdi tako na nek način fantastično simptomatičen, kajti reševalcev je veliko, učinki so pa zelo nerodni, ne? Nerodni v tem smislu, da se je zdaj aktiviral plan B, ki pravzaprav v tem trenutku ne pomeni nič, ne? Pomeni neko prazno frazo, zelo nejasnim učinkom. Po drugi strani, ne, je pa neka možnost, da sem pride italijanski investitor zaradi dolgotrajnega mečkanja padla v vodo in zdaj potem, ko odnosi oziroma odprto vprašanje med Slovenijo in Hrvaško niso bila rešena, ostajamo na tem, da probamo to nesrečo od Cimosa, ki je sicer nastajala dolga leta, reševati sami. Ti tudi v tem prepoznaš simptome časa? Veš kaj, jaz sem to pozorno spremljal, tudi Studio ob 17 sem poslušal na nacionalnem radiju, kjer so pač nanizali različne argumente, predvsem pa ta, da gre za firmo, ki je bolana in rabi prestrukturacijo, ker je v enem zelo dolgem obdobju se je tam zapravili, če sem prav posnel, je to šlo v ne samo desetine, ampak na 100 milijonov ali kako. Tako. Ja. No in v bistvu je to zelo težek bolnik, ki se postavlja v serijo drugih zelo težkih bolnikov v preteklosti in v končni delavci Cimosa, končni usodi ne bodo pod nobenim pogojem mogli uiti. To pa pomeni odpuščanja, to pomeni stiskanja, taka in drugačna. In plačali bodo ceno natanko tisti, ki niso kaj prav dosti krivi, ne? Ker naročila so tukaj, delaj dosti, ne? V bistvu gre pa za neka zaledne malverzacije, ki bodo pa pač zamazane, ne. Mislim, naročilo so tukaj, delajo dosti, tri, ne, kaj je treba dodati, ne, je očitek oziroma ocena potencialnega investitorja, ne, da so stroški dela, tako imenovani stroški dela previsoki, ne. To je mantra, to je najbolj neumna možna mantra, ne. Ker je pa povezano, ne, s tem pač, veš, da ne, je v nek proizvod, ne, morda vloženo nekaj odstotkov, nekaj 10% premalo znanja, ne. Ker če v nek produkt vložiš. Tle gre za, recimo samo v eni zadevi, če sem prav dojel, je to podjetje neki športni organizaciji posodilo 10 milijonov evrov in jih nikoli dobilo nazaj, ne. Rokomet. No, povej, v čem je tukaj pač problem delavca? V čem, ne? Mislim, gre za eno. Jaz tako razumem, ne, veš, da v letih, ne, ko gre neki gospodarski družbi dobro, ne, ja. Jaz razumem, da ta gospodarska družba nekaj vrača v okolje, znotraj katerega je ta gospodarska družba postavljena, ne. Zdaj, če gre pa podjetju slabo, ne, in pač Cimosu je šlo slabo, pa tako rekel, ne, pač da bi bilo v tem primeru od samega tako imenovanega okolja nesmotrno pričakovati, oziroma okolje bi ravnalo napačno, če bi pričakovalo, da v letih krize še vedno lahko računa na denar iz tega podjetja, ki mu gre slabo, ker potem ne bo denarja ne za rokomet, pa tudi delovnih mest ne, ne. Ne, meni se zdi ta zgodba, mislim, ta zgodba mi je odveč. Že poslušati mi je odveč, po pravici povedano. Zaradi tega, ker je Slovenija sestavljena iz takih ali pa tovrstnih zgodb, ki so vse dojemane kot nesporazum, v resnici je bil pa to način nekega poslovanja.
In tako poslušam zdaj, kaj se dogaja s Teranom, pa z vsemi temi zadevami, ne, in zdaj, če bi vgrajeval filtre, na leporečja, potem filtre slaborečja, potem filtre politične latovščine in tako naprej, potem na koncu koncev ostane dejstvo, da je eden nekaj zamočil. Ne. In mislim, da bi se Sloveniji morali začeti pogovarjati, kdo je zamočil, ne, in ga zelo jasno in zelo glasno poklicati k odgovornosti, ki ni samo sodna. Ne, je lahko tudi, ne vem, družbena, kakršna koli, ali pa tudi sodna, sej. In spet dobivamo pač mešane in parcialne informacije, ne, da o tem in onem v zvezi s Teranom na koncu koncev, ne, se že dela politika na tem, a ne, mislim, da se poslanka SDS že unaučuje to karto, ne. Hkrati je jasno predvsem to, da prvič nič ni jasno, pa da verjetno Slovenija na koncu bo potegnila kratko, ne. Približno to. Ne. Govoriš zdaj o Cimosu ali Teranu? Ne, o Teranu. Ja. Govorim o Teranu in to so neki načini poslovanja, ki kažejo na neko zelo temeljno nepoštenost v poslu, ki ga človek upravlja. Zdaj, če je bil nekdo zadolžen, da bi takrat moral papirje porihtati, ko je bilo treba zaščititi Terana, ne, da potem je treba tega človeka, ki teh papirjev ni imel porihtanih, poklicati na odgovornost. Ne. Imenovati in če je slučajno, ne, še v državni upravi ali kdorkoli že to je dela, ga je treba preprosto zabrisati iz službe. Zato, ker je to nepošteno, ne, da je prejel plačilo za delo, ki ga ni upravil. Ne. Če je to seveda res, ne, nekaj mora biti res. Če vse narobe, potem je narobe delo. Ne. In to premetavanje kosti levo in desno in tudi, ne vem, zelo me moti, recimo, da v enem od medijev, recimo v nacionalni televiziji, zagledam nek prispevek o tem, kako imajo birokrati preveč kvadrature na svoje delovno mesto. Ne. Zato, ker, ne vem, ameriški normativi. Računsko sodišče je to ugotovilo. To je računsko sodišče. Ja. In potem je ta mantra, ne vem, po vseh medijih popolnoma nekritično povzeta. Ne. Tebe pa moti zakaj? Preprosto me moti zato, ker se tako enostavno da ljudi zapeljati v neko informacijo z enim samim impulzom, brez nekih okoliščin. Ne. Saj so bili potem podani tudi neki argumenti, ne. Izredno težko prodajaš državno premoženje ali pa oddajaš državno premoženje, ki je prazno in statistično gledano ni izkoriščeno, če je to recimo na meji s Hrvaško, ne, ker je gibanje omejeno, ne, in tako dalje. Ne. Ampak zdi se mi, da se tako enostavno da z javnostjo manipulirati in da tako inertno potekajo te informacije, ne gremo globlje. Mediji preprosto tudi dostkrat ne gremo globlje pogledati, kdo je v tej zgodbi resnično ne vem, odgovoren, pa se ga sploh ne vidi. Ne. Zato, ker imamo dnevno produkcijo tako strašno, zaradi tega, ker smo na udaru na 101 način iz 101 konca in mogoče smo že utrujeni od tega, ampak dejstvo je, da bi si javnost pač na nek način zaslužila boljšo informacijo, bolj poglobljeno informacijo, medtem ko mediji bi si zaslužili pa mogoče boljšo javnost, ki bi medije bolj podpirala. Ne. Ja, tle so povratne zanke, ne, veš. Ja. Ja, so, ne. Slabši kot je medijski prostor, ne, slabša je javnost in obratno, slabša kot je javnost, manj denarja bo ta javnost. Ampak tisto, kar je generalno gledano zdaj strašljivo, oziroma kar je to, ne, mislim, če razširimo obzorje ali pa razširimo področje delovanja, rečemo tako. Ne. Temo najine nocojšnje razprave. Ja, v tej najini nocojšnji razpravi, današnja, rečemo, razprava, ne, je preprosto v tem, ne, da, ne vem, ker so se prej tam pogovarjali, si omenil Tineta Hribarja, pa si omenil 57. številko Nove revije. 30-letje. 30-letnica in tako naprej. Ne. In premislek, ne, ki sledi, je dejansko v tem, ne samo to zdaj, kakšno tiste klišeje, kakšno družbo hočemo, kakšno državo hočemo, ampak kakšna stvarnost nas bo doletela. Kakšna stvarnost nas bo dejansko doletela. Ne. Ker sem gledal na Newsweeku, pač ki je tiskan medij, ampak so naredili videoposnetke, tako kot midva tukaj na delu delamo videoposnetke, so naredili anketo med Nizozemci in je odgovarjal, ki grejo na volitve zdaj. Ki grejo na volitve, ne. Ja. In je pokazal eno temnopolto gospo, potem enega geja in enega delavca, skratka tipični volilci, ki bi po naravi zadev tendirali k levici ali pa k strankam, ki kažejo večjo toleranco do nekaterih vprašanj, gejovsko, delavsko,
barva kože in tako naprej. No in Newsweek si je izbral pač te volilce, zato so tipični za to, kar sem zdaj povedal. Vsi so se pa izrekli, da bodo volili Geerta Wildersa. Ne. Torej nacionalista. Največjega možnega nacionalista. In potem seveda sledilo logično vprašanje, zakaj pa, ne? Kako je to mogoče? In je potem rekla temnopolta gospa, je rekla, obljubil nam je, da tisti, ki smo že tukaj, ne bomo ogroženi, samo držati se bomo morali zakonov. Tega se pa itak držimo. Ne? Potem tisti, ki je bil gej, je rekel, volil sem vse tiste, ki so pravilne besede izgovarjali, meni v prid, na koncu sem pogruntal, da sem na cesti ogrožen, da nimam nobene varnosti in jaz hočem in jim ne zaupam več, hočem pa človeka, ki bo prišel od besed k dejanjem. In tako naprej. Ne? Nekaj se more, potem tisti, ki je bil delavec, je rekel, ugrabili so nam Nizozemsko, mi smo Nizozemci in jo hočemo nazaj, da bomo lahko delali, da bomo lahko tukaj. Skratka, to so neki okviri, ki se rišejo na nek popolnoma nov način, na nek popolnoma netipičen način in isto, seveda se ta logika napaja iz tega, kar počne v Ameriki Trump, ne? In se seveda vprašamo, kako se bo ta logika pa napajala v prihodnjih mesecih in letih v Sloveniji. Ne? Ker odhajanje v to logiko, da na koncu zdaj, recimo, ko so pogovarjala o tem, da so stroški dela, tipična ekonomistični pelmel, ne? Spet na koncu pristane pri tistem, ki je najmanj ali pa nič zagrešil. Ne? Popolnoma napačen pristop, ne? Pri stroških dela, ne me basati. Ne? Kje so stroški nastali? Pri delu ali so nastali pri napačnem načrtovanju dela? Ne? Kje so stroški nastali? Ne? In potem, ko bo enkrat preostank, kar že je, ne, prevelik, potem bo prišel nek populist, ki bo v bistvu krivico zapakiral v velike in lepe besede in bo rekel, jaz bom pa prišel od besed k dejanjem, pa bomo imeli to, kar bomo imeli. Ne. Kar že imamo tudi na svetu, v Evropi in tako naprej. Ne. In glede tega, ne, se mi zdi, javno moram povedati, koga fan sem. Ne. Papež Frančišek. Aha, koga, kaj fan sem? Jaz sem fan papeža Frančiška. Enoumno in 100% na izjavi, ki jo je Delo objavilo, pa novice so jo objavile, pa še na televiziji bilo videti, ne, naredi nagovor pred ljudmi, ki so smetana v njegovem okolju. Ne. In občestvo razdeli na dve kategoriji. In preprosto reče, ne, ljudje gledajo tla. Preprosto reče. Na katolike? Ne, on preprosto reče, da absolutno ni sprejemljiva dvoličnost ljudi. Ja. In dvoličnost katolikov je neskončno slabša kot pa ateizem, ki dela dobro. Ne. Ljudje, ateisti, ki delajo dobro, ne, so absolutno sprejemljivejši, zdaj govorimo o ideološkem smislu, kot pa katoliki, ki delajo dvolično, ki so dvolični, ki na eni strani pravi, izrekajo besede, kot so zapisane v evangeliju, na drugi strani pa delavcev ne plačujejo, ne dajo in znižujejo stroške in ne omogočajo dostojnega življenja. To je tako rekoč protestantska drža, ne? Pa to je nekaj neverjetnega. Poslušaj, katoliška cerkev, ki je bila pri nas v Sloveniji, še vedno je merska enota za atavistične, nacionalistične in tako rekoč desne zadeve, ne, je na najvišji ravni, to se pravi na ravni vesoljne cerkve, postala avantgardna in alternativna za celoten svet. Ne. Tega danes v Ameriki ne slišiš, tega danes v Britaniji ne slišiš. Evropska unija sicer besede še izgovarja, ne, zlasti v državah teh socialističnih provenienc, kot je Francija, ampak ljudje ne verjamejo. Na Nizozemskem, ki so liberalni, ne verjamejo, v Franciji ne verjamejo, Marine Le Pen se vzpenja, ne. V Nemčiji je stvar bolj kompleksna, tam očitno imajo neko kredibilno, do te mere kredibilno politiko, da desnica ne more prebiti tistih, zdaj so na 8% spet. Ne. Se pravi... Interpretacijo, ki sem jaz za Nemčijo slišal, ne, ja, je, da je to odziv na Trumpa, ja, ne, ja, kajti, ja, ne, če gre v ZDA Trumpu tako dobro, ne, potem nemško volilno telo ne sme gravitirati proti alternativi za Nemčijo, da se to ne bi ponovili v nemškem prostoru. Ja. To pa očitno ne velja za Nizozemsko. Tako je, očitno ne velja za Nizozemsko, bilo bi fajn, če bi veljalo, ampak kredibilnost njihovih politikov je nikakršna, očitno. Ne. V Sloveniji pa v bistvu teh tem na nek način ne načenjamo, ne, še.
Ampak ponavljamo pa, ampak tisto, kar je, pustimo zdaj politiko, politika je itak v veliki meri deplasirana, pa do neke mere tudi nekompetentna. Ne. Glavni problem je to, kar sem poskušal postulirati čez papeža, ne, je to, ne, da se pri nas marsikaj prav govori, ampak se popolnoma narobe dela. Se pravi, problem našega prostora je tista temeljna dvoličnost. Ne. Popolna temeljna dvoličnost ljudi, zdaj pa, kaj je problem Slovenije? Problem Slovenije je v tem, da smo zgleda, da 100 let že vzgajani v nek zakon, v nekaj, kar mislimo, da je prav, pa je narobe, ne, v bistvu, ne. Se pravi, ne v neko osebno odgovornost, ne v nekaj, kar ne poškoduje drugega človeka, ampak nekaj, kar deluje dobro za, ne vem, na videz dobro za nas same, ali karkoli, ne vem, ne. Mislim, recimo tipična zgodba, je Teran tipična zgodba, osebne odgovornosti nikakršne. Mislim, ne vem, če bi na Japonskem nekdo od vladnih uradnikov, domnevam, še danes, ne, prevzel odgovornost za to, da bo nekaj speljal, on bi se od sramu udrl v tla, če projekt ne bi uspel. In jaz tudi poznam recimo te zgodbe še iz, ne vem, če vzamem zdaj recimo neko delovno moralo, recimo mojega starega fotra, starega očeta, ne, ki je bil obrtnik, ne, je tako funkcioniral, če besedo dal, je šel seb v minus, če je bilo treba, ker je pač ceno dal na besedo, tako in tako. Ne. Zdaj pa prevladuje logika, ki sem jo enkrat slišal od Andrijane Starina Kosan, te neverjetne ženske merske enote za neoliberalno nespamet. Ne. Saj si mi obljubila, ja, če sem obljubila, še nisem dala. Ne. A si predstavljaš, ne? Ampak to je izjava stara 10 let. Ja, ampak je simptomatična, ne. To se pravi, gre za nekaj. Govoriš o antropološkem ozadju tega prostora. Tega prostora, ne. To se pravi, beseda ne šteje nič. Lahko jo malo obračaš, lahko jo majhno. To, da se nek japonski menedžer udre v tla, ne, če ni uspel speljati, včasih mogoče celo neupravičeno, ker sploh ni kriv, pa prevzame nas odgovornost, ima neko osebno noto, ima neko osebno odgovornost. Ne vem, jaz sam sebe, ne vem, če bi jaz spet ob Cimosu sem pač to razmišljal, ne, če bi bil jaz tam menedžer, tako kot je eden bil, ne, in je 10 let ta vzorc vlekel in potem nadzorniki so izjavili, da so ga imeli za del rešitve, ne za del problema. Ne. Mislim, jaz se v teh schemah ne bi mogel videti osebno, ne, mene bi bilo sram. Resno, sram bi me bilo pogledati, če hočeš v zastavo ali pa med ljudi, v ljudi, ne, ki danes kratko vlečejo. In ljudje so popolnoma nezaupljivi in ljudje so upravičeno nezaupljivi. In v bistvu sploh ne gre za to, kdo med njimi je pošten, so delavci pošteni, ampak samo kdo je šibkejši. Tisti, ki je najšibkejši, molči. Tisti, ki so pač bolj močni, tisti pa neumnosti klatijo. Ne. Tisti, ki molčijo pa zato, ker jih je strah za svojo prihodnost, ki pa itak ne bodo mogli uiti. Zaradi tega, ker v končni fazi vsi vemo, ko sem poslušal studio ob 17, nihče Cimosa ne bo mogel rešiti, če ga ne bo spravil v zeleno polje razmerja med prihodki in odhodki. Ja. Država je pa v bistvu samo sebe za lase iz Cimosovega močvirja vlekla že tolikokrat, da ga preprosto več ne more. Sicer bi pa itak to tudi bilo kaznovano po evropskih zakonih, ne? Lej, ja, take regule so, ne. Zdaj, a so te regule pravilne ali ne, je pa drugo vprašanje, ne. Ja. Oziroma, ja, v tem primeru pravilne ali pa ne so predvsem enake za vse, ne. Lej, Saj naj bi bile, ne. Zdaj ne vem, kako je pri Teranu, če bo Slovenija pač dokazala Evropski komisiji nekonsistentnost, potem je treba to zelo na glas govoriti, celo vpiti, ne. Ampak jaz se bojim, da komisija ni naredila nič narobe, ne. Se bojim, da je bilo dejansko, da so bila pravila vnaprej že pokazana, dana in v bistvu ne upoštevana, ne. Domnevam, da je to tako, ne. Skratka, osebna odgovornost ali pa čisto preprosto osebna čast pri teh stvarih, katastrofa, jaz mislim, ne. Jaz domnevam, da naš jutrišnji in pojutrišnji gost o tem ne bo želel prav na dolg pa širok razpravljati. Govorimo če govoriva o Junckerju, pa predvsem po Italijaniju, na šefu parlamenta, ne, ja. Se mi zdi, da prava tema tega in to mislim, da je res tudi prava tema naše debate v Sloveniji, saj bi morala biti, ne, je to, kaj se bo zgodilo z Evropo čez en mesec, dva, ne, ko bodo rezultati ali pa do jesen, ko bodo rezultati volitev znani, ne, se pravi.
Francija, Nizozemska. Dej, to je makroraven, ne mikroraven je pa, kaj se bo zgodilo s Slovenijo in Hrvaško dan potem, ko bo znana arbitraža. Rezultat To ti pa že arbitražnega sporazuma. To ti že zdaj lahko povem, ne. Zgodila se bodo, mislim, na pamet govorim, ampak zgodila se bojo balkanska posla. Zgodilo se bo ignoriranje zavez, zgodilo se bo reinterpretacija tega, kar se je v resnici zgodilo. No, to je, Vsi bomo zmagali, ne, ja, hkrati v isti zadevi, ne, kar je nemogoče. In tako naprej, ne. In ravno to je, a ti že veš rezultat mogoče? ne, seveda ne, se ga nihče ne ve. Ja. Ampak Mislim, glej, samo dva vesta pri Oskarjih, ne, kdo je zmagal. Ne, Pa še to sta zamešala, ne. računovodja, Pa še to sta računovodja zamešala. pa davčna svetovalka. ja. Pa še ona dva sta zamočila, ne? Dobro, zdaj pa ti meni povej na svetu, mislim, to pa je pa res ideološki problem. Kaj? Pri tako velikih nagradah, Ja. od katerih se trese ves svet, ne, je vedenje in odločitve v rokah računovodkinje. Lej, Pa tako, koga še, lej, pa koga? davčna Pa svetovalka, davčnega svetova. pa računovodja je zamočil, ne? A ni to perverzno, no? Ampak, glej, tako je, ne? Če imaš ti Hollywood, ne, ki proizvaja fikcijo, ne, potem, ne, zato da bodo Hollywoodu verjeli, ne, da je nagrada pa resnična, ne, moraš dati revizorja, ne, ker revizor je, ne, ali pa naj bi bil, ne, strokovnjak za to, kaj pa zares. Ampak, ne, od Enrona naprej, ne, celo vesolje ve, da tudi revizorju ne gre povsem zaupati, ne, zdaj smo pa to dobili še uprizorjeno na najbolj gledano modru, ne. Ma to zdaj tako povedal, ko bi gledal tisti film Who Framed Roger the Rabbit, a ne, a veš, kartoon, a veš, mislim, bolj mi je bilo všeč ta teden, ker sem videl, rajši imam sanjače kot bedake, ne. Ja. Sanjač je Musk, ne, ta, veš, ki je zdaj že pobral denar 2 milijonarjema, da jih bo zapeljal okrog Lune, ne, in to čisto realno. Ja. On to hoče narediti, tako. Na dark side of the moon gre, ne, na temno stran meseca, ne. Tukaj se že njegovi avtomobili vozijo, za katere se je zdelo, da so nemogoči, to je Tesla, ne, avtomobili. In če mi je kaj všeč, mi je to, ne, ker imamo polno hibridov, Toyotinih, takih in drugačnih, ne, je rekel, to je za mene kompromis. Jaz pa delam brezkompromisno, ali bo samo na elektriko, ali bo pa samo na bencin. Ja. In on dejansko premika meje, ne, in popolnoma verjame, da se bo zapeljal, ampak ima pa še zmeraj ne vem koliko milijard minusa, ne. Kacimos. Kacimos, ja, ampak pazi, ne, on vzbuja zaupanje v ta svoj projekt. To je res. In ne bo propadel, ne. Zakaj? Zato, ker ima zadaj energijo inovatorja in nekoga, ki natanko ve, kaj hoče, in ljudje mu verjamejo, da bo to tudi speljal. On je prodal celo serijo avtomobilov, še preden je proizvodnja začela. Lej, mislim, on ima to konstruktivno destrukcijo, ne. Ja. Ni pa rečen, da bo njemu osebno uspel, ne. To se na koncu ne konča dobro. Nekomu od teh Elonov pa bo, ne. Ja, ampak viš, zasukaj tole, ne, primerjavo Cimos pa Tesla, ne, saj tudi Cimos dela avtodele, ne, oziroma kaj je nekaj, no. In tudi Cimos ima posla dost. Se pravi, prihodnost je zagotovljena, ne, pa noben temu ne verjame, ne. Zato, ker se dve državi, tako kot pri Piranskem zalivu, ne morata dogovoriti o osnovnih stvarih, ki so potrebne za prodajo. Zdaj jaz celo razumem Italijane, da en čas gledajo, mislim, Italijane, ne vem, kdo že je za njimi, za tistimi skladi, ampak da en čas gledajo ta ping-pong, pa rečejo, nagremo se več, ne. Ne, poglej, ne, Italija je država, ki zna misliti strateško, ne. Ja. Če pogledaš, kje so Cimosovi obrati, ne, ugotoviš, da so na teritoriju, kjer živi tudi italijanska manjšina, ne. Se pravi, Italija ima določen, ne, strateški. Misliš, da je bilo ta premislek? Ne, lej, Italija ima določen strateški interes, pač da se tukaj umesti, ne, tako kot pri banki Koper, ki se zdaj drugače imenuje, ne. Vendar, ne, ja. Vendar, vendar v nekem trenutku, ko se v poslu zavez ne spoštuje, ne, ta strateški razmislek, ki verjetno je nekje bil prisoten, odpade. Oprostite, ne, pač šalabajzerskih poslov se pa ne gremo. Bottom line, ali na koncu tega, kar danes govorijo, je preprosto to, ne, da se v Sloveniji vendarle treba
začeti uporabljati govorico, ki zavezuje, ne, pa kaj pomeni. Ne. Hvala lepa.